Naslednjo sredo in četrtek pa bo v Jami pekel potekala že tradicionalna prireditev Božična skrivnost. Če vas mika, da bi jo obiskali, vam bomo zdaj nanizali še kup dobrih razlogov. Ivica Čretnik in Klara Četina, dobro jutro želimo obema. Dobro jutro. Je že res, da je Jama vrhunec vsega dogajanja, pestro pa bo tudi pred Jamo. Turistično društvo Šempeter si že kar vrsto let prizadeva, da bi sestavilo takšen program, da bi bil zanimiv za vse obiskovalce, ki že radi prihajajo na našo božično skrivnost v Jami pekel. Turistično društvo si prizadeva, da bi, ko je končana letna sezona, torej obisk same Jame, ki je bolj pogost v letnem času, in pa rimske nekropole, da bi še popestrili malo zimski čas, zato smo pred 14 leti začeli razmišljati o izvedbi živih jaslic v naši prelepi Jami. Govorimo o prelepi zato, ker je posebnost našega področja Šempetra in Savinjske doline, kajti mi nismo na kraškem svetu, Jama pa je kraška. In Jama pekel je del Ponikovskega krasa in to je treba izkoristiti in mi to pridno izkoristimo za to skrivnost. In kako izkoriščate? Zastavimo si program, ki je razdeljen v dva dela. Božična skrivnost se dogaja v sami Jami, pred Jamo pa poskrbimo za mnoge aktivnosti, za prijetno druženje, kajti Božič je praznik družine, vseh obiskovalcev in vsega smo veseli. In če mi zdaj poveste, kaj se bo dogajalo pred Jamo? Če začnem pred Jamo, bi mogoče dala Klari besedo, da bi povedala, kaj se najprej v Jami, kajti noter je Božič, zunaj pa je potem že vzdušje, ki ga želimo ustvarjati za vse obiskovalce. No, Klara, potem pa midva začniva, ne? Kaj pa bo v Jami? Ja, v Jami bojo vsekakor žive jaslice. Na začetku, ko pridemo v Jamo, so postavljene jaslice. Sprejeli smo že tudi od tabornikov ogenj, ki je tudi pač krasi Jamo. Potem pa gremo lepo naprej po Jami, se sprehajamo in vidimo različne prizore živih jaslic. Na začetku so pastirčki, potem gremo malo naprej, nas pričaka velik angel, ki oznanja novico Mariji, pač da bo rodila Jezusa, na to prizor Marije in Elizabete, seveda pa v Jami tudi sveta družina, Jožef, Marija in Jezus. Koliko časa pa traja v sprehod po Jami? Ja, okoli pol urce, pač da lepo počas, da si ljudje lahko ogledajo. Vsekakor je pa pri vsakem prizoru tudi zraven označeno, napisano, kaj tisti prizor predstavlja, tako da je pač bolj zanimivo in bolj si lahko predstavljajo ljudje. Vsi tisti, ki upajo na to, da bodo lahko v Jami se pogreli s kakšnim čajem, to gospa Ivica seveda ne pride v poštev, ne? V sami Jami ne. Jama je naravna lepota in v Jamo pač ne sodi druga kot miren sprehod in pa seveda glasba in pa pesem. Naše številne skupine iz okolice, iz Šempetra samega in pa iz občine Žalec nastopajo kot inštrumentalisti, kot vokalisti, ki pričarajo, bom rekla še bolj natančno, Božič. Seveda vse to se pa lepo pesem in pa inštrumenti in žive jaslice pa se zlijajo z reko Peklenščico, ki nas skozi spremlja ob sprehodu skozi Jamo. Zabavno pa je tudi pred Jamo, poskrbljeno je tako za starejše kot tudi za otroke. Pred Jamo pa je poseben program za druženje, za veselje in imamo tako posebej za otroke otroški kotiček, v katerem bo Božiček, da bo lahko malo obdaril otroke, Božiček seveda nikakor ne gre brez spremstva. Da bo še za otroke še bolj zanimivo, bomo pripravili razstavo malih živali, kateri otroci so ljubitelji živali in te živali si prisrčno radi ogledajo, seveda ne samo otroci, tudi v spremstvu svojih staršev in pa kogarkoli. Je pa zanimivost še nekaj pred Jamo. Postavimo lesne ogne. Kaj to predstavlja? Gozdarski ognji, več izrazov obstoja za to. To so
štori, visoki štori, katere zarežemo, da dobi zrak, na sredini se zakuri in ta prostor, ta ogenček uporabljamo tako za gretje, za svetlobo in pripravili smo tudi jabolka in palčke, da bodo otroci lahko si na teh lesnih ognjih pekli jabolka. Čarobno in zanimivo, veliko ljudi vsako leto obišče to prireditev. Lansko leto 3000. Kako jih sploh spravite skozi v teh 2 dneh? 3000, približali smo se številki 3000, vendar to je v 2 dneh in to zmore ta naša jama in pa seveda zmoremo tudi mi vsi, kajti moram povedati, da je približno 100 aktivnih, 50 je statistov, 50 je pa nastopajočih. In moram še to reči, da imamo stojnice, na stojnicah ponujamo paše za odrasle, ker nismo ničesar to rekli. Primerna obutev, sprehod v jamo, ustrezno parkiranje in potem temperatura 10 stopinj v jami in dobrodošli vsi, ki želite videti, kaj mi skrivamo v naši jami Pekel. Torej vsi v Šempeter pri Savinjski dolini, da ne bi kakšno dekle prišlo v mini krilu pa z visokimi petami, ne? Odsvetujemo. Odsvetujemo. Hvala lepa za obisk v studiu Pogovor. Letos pa naj pade rekord v obisku. Hvala lepa za povabilo. Vabljeni še enkrat in hvala.